Živijo. Ker je danes sreda, se bomo odpravili tako kot na Vskovnici na en izlet. Ne bo predavanj, ne bo pogovorov v skupinah. Šala, 1. april. Danes vas bo nagovoril salezijanec Klemen Balažič, predtem pa te vabim na en izziv. Na list napiši 4 stvari, ki po tvoje gradijo odnos. Torej stisni pauzo, zapiši 4 stvari, ki so po tvoje temelj nekega intimnega odnosa. Tako, zopet smo zbrani skupaj na duhovnih vajah. Čestitam ti, da si vzel ali vzela čas za to, da si pred velikonočnimi prazniki napolniš baterije svojega duha. Danes bomo spregovorili o odnosih. Odnosi predstavljajo zelo pomemben del našega življenja. Ker te dneve malo več preživim pred računalnikom, sem vprašal nekaj mladih, kaj mislijo, da je najpomembnejše za dober odnos. Dobil sem 10 odgovorov. Kar 6 med njimi je odgovorilo, da je potrebno za dober odnos, da je potrebna najprej iskrenost, potem spoštovanje in zaupanje. Bil sem presenečen, da je kar 6, to se pravi 60%, dalo na prvo mesto iskrenost. Ta pogovor oziroma ta nagovor, ko razmišljamo o odnosih, sem postavil v poseben prostor, v jedilnico naše formacijske skupnosti. V oklepaju formacijska skupnost pomeni skupnost, kjer se mladi fantje pripravljajo na salezijanski poklic. Zdi se mi, da je prav jedilnica, omizje, kraj, kjer se gradijo človeški odnosi. Je kraj, kjer si delimo ne samo hrano, ampak tudi sami sebe. Prav miza, hrana, pijača, besede, zgodbe, to so najbolj oseben način, ko ne izražamo želje po tem, da želimo med seboj deliti hrano, ampak tudi to, da želimo med seboj deliti sami sebe, drug drugega. In za mizo, kaj se pojavi? Za mizo smo vedno ranljivi. K mizi ne nosimo orožja, tudi nož uporabljamo samo zato, da prerežemo hrano, ne pa drug drugega. Miza nas vabi k temu, da živimo naše medsebojne odnose v miru in medsebojnem spoštovanju. Sam osebno se zelo rad družim pri mizi. Rad s prijatelji pojem dobro hrano, tudi kaj popijem, in to zame predstavlja nekaj lepega. To me napolni s tistim občutkom ljubezni, ki ga vsi potrebujemo. In kako nekaj nerodnega, grozečega je, če med nami čutimo konflikte. Kako težko se je takrat usesti za mizo, kako težko se je pri mizi pogledati v oči in biti miren, če med nami niso urejeni odnosi. Ali čutite kdaj to napetost in ta nemir? Povabljeni smo, tudi ko razmišljamo o odnosih, da smo hrana drug drugemu. Kako večkrat rečemo, ta pogovor, to srečanje je prava hrana za mojo dušo. Kaj pravite? Kaj ni prizor otroka, ki je iz materine dojke nekaj najlepšega? Kjer se otrok ne hrani samo z mlekom, s telesno hrano, ampak predvsem z odnosom, z ljubeznijo, ki jo mama podarja temu malemu otrokcu. Kaj ni okušanje beseda, ki je najbližja besedi intimnosti. Pogrnili smo mizo in vsaka miza ponavadi premore tudi prt, prtič, prtiček. In na naš prtiček smo napisali stvari,
za katere menimo, da so zelo pomembne za naš medsebojni odnos. Pogovor, ranljivost, trud in čas. Pogovor. Prvi od 4 temeljev odnosa. Mogoče dokaj logičen in samoumeven, ker je vendar glavno komunikacijsko sredstvo, pa tudi zato, ker z njim rešujemo konflikte. Z lepimi besedami se nekomu zahvalimo, se opravičimo nekomu, ga potolažimo ali pa ga prosimo za pomoč. Pa vendar je pogovor lahko tudi vir konflikta. Tukaj bi poudaril 2 stvari. Najprej način izražanja. Ali dovolj jasno izbiram besede, s katerimi želim nekaj sporočiti. Izbiram pravi čas. Se zavedam mogoče afekta ali pa nekega čustvenega stanja, ki vpliva na to, kako se izražam. Druga stvar pa je poslušanje. Velikokrat poslušamo, a zares ne slišimo drugega. Ustvarjamo si neke slike v glavi in predvidevamo, kaj nam drugi sporoča, a vendar ga ne slišimo. Dajmo zares mu prisluhniti, kaj želi sporočiti. Ko mi je za ta kratek video bila dana ranljivost, sem se sam pri sebi grenko nasmehnil. Pa ravno meni, ki res ne maram biti ranljiv. No, pa sem se hitro potolažil rekoč, verjetno nisem edini. Ja, zagotovo ranljivost ni ena od najbolj prijetnih stanj, v katerih se človek lahko znajde. Ampak po drugi strani je ranljivost tista, neprijetna kot se sicer sliši, ki nam lahko omogoči obilo prijetnih občutkov. Da nas nekdo razume, da nas sliši, da nas sprejema in nas ima rad. Zakaj nam je potem nekaterim tako zelo težko biti ranljiv? Kdo bi vedel? Skratka, dovolimo si biti ranljivi. Seveda lahko bratu in sestri zapremo vrata svojega srca. Tako smo pač varni pred vsiljivci, ki bi nas lahko prizadeli. Ampak še enkrat, to ni pot k ljubezni, po kateri hrepenimo. Naj za konec dodam samo še to. Seveda, biti ranljiv ni lahko. Ampak, kot boste izvedeli v naslednjih nekaj trenutkih, zato pa je trud ravno tako ena od ključnih sestavin za odnose, kakršne si v resnici želimo. Do takrat pa #dovolimo si biti ranljivi. Kot tretje, predstavljamo trud. Kaj sploh pomeni trud v odnosih? Zakaj bi bil sploh potreben? Na misel mi prihajata 2 prispodobi. Na misel mi prihaja prispodoba z vrtom. Rastline potrebujejo naš trud, moramo jih zalivati, odstraniti plevel. Potrebujejo naše prizadevanje, da lahko uspejo in rastejo. Kot drugo, mi na misel prihaja prispodoba šolo, z delom. Za vsako stvar, ki jo želim narediti in dokončati, je vanjo potrebno vložiti trud. Vztrajati, tudi ko se nam zatakne, da pridemo do cilja. Zakaj si pol včasih mislimo, da se za odnos pa ni treba truditi? Zame pomeni trud, da si do nekoga pozoren, da ne vidiš samo sebe, ampak tudi njega, da mu narediš uslugo, da ga presenetiš, da ga razveseliš. S tem mu namreč pokažeš, da si se za odnos pripravljen potruditi, da si pripravljen nekaj vložiti v ta odnos. Tako kot drugod, se mi zdi, da se je tudi v naših odnosih treba potruditi in da je potreben trud iz obeh strani. In da lahko naši odnosi cvetijo, jih dajmo zalivati. 4. stvar. Za vsako stvar potrebujemo čas, tudi za odnos. In to kvaliteten in dober čas. Komur je škoda riskirati čas za odnos, pomeni, da mu odnos ne pomeni veliko. Naredimo en poskus. Danes bi lahko namesto ljubezni uporabili besedo čas. Vprašajte se, zakaj v življenju porabljam svoj čas. Prepričan sem, da če mož več časa preživi v garaži z različnimi stvarmi kot svojo ženo, bolj ljubi stvari v garaži kot svojo ženo. In če žena več časa govori ali pa porabi časa za klepet s prijateljicami kot za pogovor z možem, bolj ljubi svoje prijateljice. Ali če starši več časa preživijo pred televizijo kot svojimi otroki. Ali pa duhovniki več časa pred internetnimi spletnimi novicami kot pred tabernaklem.
vedno je izziv, zakaj uporabim svoj čas. In za kar uporabim svoj čas, to imam rad. Odnosi so neskončna tema. Govoril bi o odnosih lahko ure in ure. Ampak upam, da sem v tem kratkem nagovoru pomagal tudi vam, da vam dam kakšno iztočnico za razmišljanje. In ko boste molili in premišljevali o svojih medsebojnih odnosih, ne pozabite, da se nam je Bog razodel kakor odnos. Naš Bog je Oče in Sin in Sveti Duh, je odnos. In kdor je v Bogu, je v odnosu. Želim vam blagoslovljen in lep dan. Hvala za vašo pozornost in vse dobro.